Predstavnica Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, magistrica Breda Hrovatin, se je udeležila okrogle mize Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Afriška prašičja kuga, odgovornost za kmeta in vse prebivalce. Magistrico Hrovatin smo vprašali, kaj je afriška prašičja kuga, ki povzroča preglavice. Afriška prašičja kuga je virusna bolezen, ki se kar intenzivno širi po Evropi. Izvor ima sicer v Afriki, kakor tudi ime pove. Pred leti te bolezni na našem področju ni bilo. No, zdaj se pa pravzaprav razen Avstrije in Slovenije lahko rečemo, da so pravzaprav vse evropske države že okužene s to boleznijo. Bolezen je pravzaprav samo pri prašičih, tako pri domačih kot pri divjih, kakor nam tudi ime pove, ne prizadene človeka, to moramo omeniti, in tudi ne drugih živalskih vrst. Je pa pravzaprav gospodarsko pa tako pomembna, da lahko prašičerejo v določeni državi zelo prizadene. Zato pravzaprav so vse naše misli in vse usmerjeno v to, da preprečimo vnos bolezni. Lahko govorimo pri afriški prašičji kugi o kakšnem antidotu ali zdravilu? Za afriško prašičjo kugo ni zdravila in ni vakcine. Tako da vse, kar lahko naredimo, je to, da delamo na preventivi. Torej biovarnostni ukrepi in pa preprečevanje preko izdelkov, suhomesnatih izdelkov. Kako se afriška prašičja kuga prenaša? Afriška prašičja kuga seveda zelo rada napada tudi divje prašiče. In kaj je najbolj pomembno? Rdeča nit, ko razmišljamo o tem, kako lahko preprečimo oziroma kako lahko zaščitimo svoje prašiče v reji, je ta, da izvajamo biovarnostne ukrepe. Torej, mi moramo imeti v mislih to, da ne smejo priti domači prašiči v stik z divjimi prašiči. Torej, ograjevanje, reja znotraj, v notranjih prostorih, predvsem pa zaščititi na način, da ne bi tudi človek, ki je lahko velik potencialen prenašalec bolezni virusa, da ne bi prišel v rejo. Torej preobuvanje, preoblačenje, dezinfekcijske bariere, razkuževanje rok. Ukrepi so torej enaki, kot smo jih bili vajeni pri bolezni COVID-19. Saj to so virusne bolezni, prenos je zelo podoben, tako da ta osnovna higiena. Predvsem najbolj pomembno je to, da če prašiči zbolijo, da takoj pokličemo veterinarja, da ne kličemo sosede, da pridejo pogledati, kaj je, ker se na ta način lahko prenaša. Tisti, ki so lovci, morajo zelo paziti, če imajo prašiče doma, da ne vnesejo virusa v svojo rejo. Možen je prenos preko transportnih sredstev, preko obutve, preko obleke, predvsem pa bi tukaj izpostavili suhomesnate izdelke. Virus se zadrži v suhomesnatih izdelkih in mi veliko ozaveščanja dajemo predvsem napotnikom, turistom, ljudem, ki pridejo iz drugih držav delati v Slovenijo in prinašajo izdelke s seboj. Tako da to je en zelo pomemben faktor prenosa in na to moramo biti pozorni. Lahko pričakujemo, da bodo ukrepi podobni kot že videni, namreč prepoved uvoza mesa in mesnih izdelkov iz drugih držav, ne glede na to, ali govorimo o državah Evropske unije ali tretjih. V vsakem primeru, če pride do izbruha bolezni, so določeni ukrepi in seveda določene omejitve prometa. Prav tako bi bilo recimo pri nas, mogoče je prav, da povemo, kolikor se bolezen pojavi v reji domačih prašičev, potem izvajamo tako imenovan stamping out. To pomeni, da se vsi prašiči ubijejo. Lahko tudi v sosednjih rejah, skratka, ti ukrepi so si odvisni od tega, kje in kakšna reja je, ampak v vsakem primeru so zelo radikalni in pa to, kar ste omenili, gre tudi za omejitve prometa, tako znotraj Slovenije kot tudi v Evropo in zato govorimo tudi o tej veliki gospodarski škodi.
Letošnji sejem Agra, ki se je zaključil zadnji avgustovski dan, je v imenu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavil vodja službe za stike z javnostjo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Luka Kočevar. Za nami je res pester teden dogajanja na tokratnem 61. sejmu Agra v Gornji Radgoni. Prvi vtis ob zaključku je, da je tovrstni dogodek še vedno zelo potreben in zaželen strani kmetov. Na splošno podeželja, živilske industrije, gozdarjev in tudi drugih, ki iščejo posebnosti lokalnih produktov ali tudi nova znanja in druga spoznanja. Še posebno to vidimo tudi podporne institucije, državne ali nevladne organizacije, ki tudi tukaj letos nagovarjamo številne obiskovalce. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je tudi letos predstavljalo z vsebinami, ki so se nam zdele pomembne za ta prostor. V ospredju smo želeli izpostaviti pomen ekološkega kmetovanja, poklic kmeta in gozdarja. Številni obiskovalci so se zelo radi preizkusili na simulatorju sečnje, prav tako so lahko spoznali tudi ribištvo, tako v obliki degustacij kot informacij z področja ukrepov in podpor strani Evropskega ribiškega sklada. Posebno pomembne aktivnosti pa so bile naše tako imenovane svetovalne točke, kjer so obiskovalci dobili odgovore za različna področja. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je bila v podporo številnim kmetom pri vprašanjih glede ukrepov kmetijske politike, črpanja sredstev, aplikacije Sopotnik in drugega. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa je vsak dan predstavljala, opozarjala na pomembne teme, ki se nanašajo na varstvo potrošnika, dobrobit živali, biovarnostne ukrepe pred afriško prašičjo kugo, varstvo rastlin pred boleznimi in tako dalje. Osrednja dogajanja oziroma vsebinska težišča pa so bili številni strokovni dogodki, posveti in okrogle mize. Ministrstvo je tudi letos pripravilo več pomembnih vsebinskih dogodkov. 5 okroglih miz na osrednje in aktualne teme v sektorju kmetijstva, gozdarstva, varstva potrošnika, živali, številne strokovne posvete, predstavitve projektov, kot je na primer Sopotnik, podpis pogodbe o finančnih instrumentih, primeri dobrih kmetijskih praks, ukrepov kmetijske politike in tako dalje. Prav posebno težo sejmu pa je seveda bila tudi prisotnost ministrice Irene Šinko na številnih drugih dogodkih, našega državnega sekretarja in naših drugih sodelavcev. Vsi so v imenu ministrstva sodelovali na prireditvah, podeljevali priznanja, kronali kraljico, sodelovali na najpomembnejših strokovnih razpravah in odgovarjali na pomembna vprašanja z različnih področij. Nenazadnje je bil na voljo tudi klepet ob kavi z naključnimi obiskovalci, stisk roke z neznancem ali, kot je bilo treba prisluhniti, tudi težjim zgodbam. Vse to smo tukaj storili. Prepričan sem, da je letošnji sejem izpolnil pričakovanja večine. Za naše ministrstvo lahko rečem, da smo dosegli, kar smo si zastavili. Obenem so nam bila dragocena številna mnenja, komentarji, kritike in pohvale, ki smo jih v teh dneh prejeli tudi na našem razstavnem prostoru. S tem smo dobili tudi nova spoznanja, ideje in usmeritve že za pogled v naslednje leto. Čas hitro beži, Agra 2024 bo kmalu tukaj. Vsem obiskovalkam in obiskovalcem, ki ste obiskali naš razstavni prostor, gre posebna zahvala, kakor tudi vsem pridnim sodelavkam in sodelavcem, ki so se v času sejma od jutra do večera, nekateri že tedne pred sejmom, trudili po svojih najboljših močeh, da se je ministrstvo OHALIA predstavilo v najboljši možni luči ter na drugih dogodkih izpolnilo tudi druga pričakovanja. Hvala tudi vam, dragi mediji, ki ste te dni pridno in vestno opravljali svoje delo, da so dogajanje in vsebine sejma lahko videli, malo doživeli tudi preko ekranov in radio tudi ostali po Sloveniji. In pa seveda čestitke tudi organizatorju Pomurskemu sejmu za izpeljavo tako velikega in pomembnega dogodka za kmetijsko-živilski gozdarski sektor tudi v letošnjem letu. Srečno in se vidimo naslednje leto.